Avbelj, sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi in med drugim tudi vodja raziskovalnega projekta Integralna teorija prihodnosti Evropske unije. Danes je moj gost Peter Verovšek. Peter je pred kratkim izdal knjigo, zelo pomembno knjigo, ki kot naročeno sodi v debatni krog tega našega raziskovalnega projekta. In sem zato zelo vesel, da je beseda dala besedo in da danes, torej 3. marca, Peter sedi tukaj z nami, sicer ne v fizični obliki v skupnem prostoru, pač pa, kot smo že navajeni, v Zoom e-učilnici, da nam bo predstavil svojo knjigo z naslovom Memory and the Future of Europe: Rupture and Integration in the Wake of Total War. Preden bo Peter predstavil svojo knjigo, mi pa dovolite, da jaz predstavim njega. Peter je trenutno docent z področja politoloških in mednarodnih študij, političnih in mednarodnih odnosov na univerzi v Sheffieldu. Ima pa za seboj kljub svojim ne tako visoki starosti ogromno že nekih akademskih izkušenj. Tako je študiral government in nemščino na dodiplomskem študiju na Dartmouth Collegeu, ki ga je za summa cum laude končal leta 2006. Po tem letu 2006 se je pa njegova akademska pot samo še vzpenjala. Bil je Fulbrightov štipendist, potem pa je magistrski in doktorski študij z področja political science zaključil nekjer drugje kot na prestižni Yale University. Potem je nekaj let, 3 leta deloval kot predavatelj na Harvardski univerzi, kjer je bil zelo aktiven akter. Med drugim je bil je soustanovitelj in tudi sopredsedujoči študijski skupini, ki se je ukvarjala z Evropsko unijo, tako da je bil zvest te svoje akademske ideje, s katerimi se je ukvarjal v scholastičnem smislu, je tako prevajal tudi v institucije na oni strani Atlantika. Ni pa bil aktiven samo na oni strani Atlantika, deloval je v akademskem smislu tudi v Nemčiji, v Švici in nazadnje tudi v Frankfurtu, kjer je bil del tega Normative Orders Cluster of Excellence na Goethejevi univerzi. Kot sem dejal, trenutno poučuje, raziskuje v Združenem kraljestvu, kjer pa je prejel tudi štipendijo fellowship British Academy za Mid-Career Fellowship, v okviru katere se ukvarja z izjemno zanimivim projektom, za katerega verjamem, da nam ga bo tudi predstavil v bližnji prihodnosti. Namreč opravil bo študijo, raziskavo, neke vrste intelektualno zgodovino Jürgena Habermasa kot javnega intelektualca. Torej, vidimo, da imamo danes v gosteh predavatelja mlajše slovenske generacije, ki je ogromno že dosegal v mednarodnem okolju, ki je prav gotovo mnogo bolj uveljavljen v mednarodnem okolju in ga v Sloveniji še vse premalo poznamo. Zato sem zelo vesel, Peter, da si danes z nami. Če nekaj povem še o formatu današnjega akademskega foruma, ta akademski forum bo nekoliko drugačen kot poprej. Navadno imamo prakso, da imamo več govorcev, vendar danes, ker je ta forum v celoti posvečen neki monografiji, sem se odločil, da povabim samo avtorja, ki bo uvodoma v prvih nekaj 10 ali 15 minutah predstavil bistvena spoznanja svojega raziskovanja v tej knjigi.
Potem pa ga bom jaz kot vodja tega akademskega foruma malce povprašal o ozadju nastajanja tega dela, kam to delo vodi naprej in katere so tiste ključne, morda konceptualne, teoretične ugotovitve, ki bi jih lahko uporabili tudi na nadaljnji raziskovalni poti. Seveda bomo zadevo tudi aktualizirali v sodobni kontekst, v sodobni čas delovanja Evropske unije. Pogledali bomo tudi v prihodnost Evropske unije, zlasti v kontekstu konference o prihodnosti EU, ki se ima začeti 9. maja 2021 v Strasbourgu. In pri tej aktualizaciji te razprave si želim, da bi sodelovali tudi vi, drage kolegice in kolegi, ki ste danes z nami, in vas prosim, da že tekom razprave zastavljate vaša vprašanja v spletni klepetalnici. Po najboljših močeh jih bom prav gotovo zastavil kolegi Verovšku, tako da bo debata zanimiva za vse, ne samo za dvojico, ki bo govorila v uvodu. Ker sem govoril in povedal že preveč, je zdaj torej skrajni čas, da predam besedo našemu današnjemu gostu. Peter, prosim, beseda je tvoja. Super, najlepša hvala, Matej, in najlepša hvala za to povabilo in tudi za to priložnost, da predstavim mojo knjigo širši slovenski akademski javnosti. In tudi hvala za ta zelo lep uvod in za lepe besede. Jaz bom pa kar v bistvu v 15 minutah je zmer težko celo knjigo predstaviti, ampak bom probal pač nekatere te glavne iztočnice izpostaviti zelo na hitro in sem tudi zaradi tega pripravil nekaj slajdov. Se pravi, nekako moja knjiga, kar je res tukaj morda novega ali morda malo drugačnega, je, da jaz nekako pridem do ideje Evrope in se ukvarjam s to idejo evropskega gibanja preko paradigme kolektivnega spomina. In predvsem moj nekako ključni metodološki argument je to, da v bistvu, če hočemo razumeti, kaj Evropska unija pravzaprav je in kam nas morda vodi, moramo razumeti evropsko preteklost in predvsem, kako se to preteklost razumeva oziroma kako se jo mi spominjamo še danes in katero vlogo je spomin igral tudi v preteklosti. To je nekako zelo različno od dosedanjih študij, ki se predvsem osredotočajo na ekonomske, socialne in politične spremljivke in s tem nekako spregledajo pomembno vlogo kulture. Se pravi, tega kulturnega obzorja, ki nekako pomaga udeležencem, da interpretirajo te objektivne dejavnike, se pravi ekonomske, socialne in politične. In zaradi zmeraj večjega spoznanja o pomembnosti kulture znotraj procesa evropske integracije, je tudi nekako vidimo, da politični spomin dobiva zmeraj večjo pozornost znotraj evropskih študij. In predvsem sta tukaj še dve knjigi, ki se nekako tudi s to perspektivo ukvarjajo na malce drugačen način od mene. Zdaj, iz teoretičnega vidika, jaz nekako izhajam iz ideje, da če pogledamo vlogo političnega spomina znotraj politike, vidimo, da nam v bistvu pripovedi iz preteklosti ponovadi služijo temu, da legitimirajo obstoječe politične režime. Se pravi, da lahko legitimirajo kraljestva, lahko legitimirajo določene politične inštitucije, ki izhajajo iz neke preteklosti, ki potem se nam zdi v sedanjosti logična in jo vidimo kot legitimno. Zdaj, problem je, da vsake toliko časa v zgodovini vidimo, da dobimo neke pomembne dogodke, ki služijo kot nekakšen prelom, ki nekako delegitimirajo obstoječe pripovedi in zaradi katerih moramo v bistvu zgraditi nove pripovedi oziroma nove zgodovinske zgodbe, ki nam pol pomagajo legitimirati nove inštitucije, ki izhajajo iz teh ponovadi zelo tragičnih dogodkov. In predvsem jaz argumentiram, da je ta evropska tako imenovana doba popolne vojne, se pravi to obdobje
med 1914 in 1945, da je to nekak tak prelom. In predvsem tukaj se mi zdi pomembno, da če pogledamo, to je neko 30-letno obdobje in da čeprav je bil recimo nacionalizem zelo problematičen že v prvi svetovni vojni in tudi zelo pomemben vir prve svetovne vojne, smo videli, da po tej enotni izkušnji, po prvi svetovni vojni je bila ideja, problem je bil, da nismo nacionalizma izvrščevali dovolj dobro. In je bila ideja z Wilsonom in 14 točkami, da se naredi narodne države tudi v srednji in vzhodni Evropi in da ko bo imel vsak narod državo, bomo imeli pol mir. In po z drugo svetovno vojno, s ponovno svetovno vojno smo videli, da je ta pripoved o nacionalizmu nekako razpadla. In jaz gradim na idejah frankfurtske šole in tudi predvsem Walterja Benjamina, da nekako razvijam to teorijo o teh prelomih in vlogo, ki jo igrajo znotraj zgodovine in predvsem znotraj evropske zgodovine, se pravi 20. stoletja. In tukaj sem prevedel en citat od moje mentorce, ki se mi zdi, da zelo dobro v bistvu pokaže vlogo, ki jo igrajo te prelomi v moji teoriji. In Sheila Benjamin pravi, da tovrstni prelomi ustvarjajo, citat, tako velik razkorak med preteklostjo in prihodnostjo, da je preteklost, čeprav še vedno prisotna, razdrobljena. In to pomeni, da ne da preteklost ne obstaja več, ampak pripoved, ki nekako povezuje dogodke iz preteklosti, razpade in potem imajo politični akterji, tudi kulturni akterji, priložnost, da v bistvu te dogodke skupaj sestavijo v novo pripoved, ki potem nekako vodi do novih zaključkov in nas v sedanjosti nam daje druge politične nauke. Se pravi, iz tega vidika lahko tudi citiram Reinharda Kosellecka, da v bistvu te prelomi nam daje priložnost, da drugače razmišljamo o preteklosti, o prostoru izkušenj, ki nam pol v sedanjosti dajo nove priložnosti, da razmišljamo o novih obzorjih pričakovanja. Zdaj, jaz nekako v knjigi pokažem zgodovinsko, kako se v bistvu znotraj prvih 45 let, kako različni voditelji zgradijo tako imenovano, oziroma ki jo jaz imenujem klasično pripoved evropske integracije, se pravi to prvo idejo spomina znotraj Evropske unije. In v tej pripovedi, ta pripoved temelji na tej ideji prelivanju, na funkcionalizmu in na 4 kompetencah, ki jih zelo dobro poznamo. In tudi iz kulturnega vidika v tej pripovedi igra zelo pomembno vlogo boj proti fašizmu in tudi ta ideja holokausta kot evropska vstopnica, kot jo je poimenoval ameriški zgodovinar Tony Judd. In iz tega vidika v tej klasični pripovedi nekako Evropska unija in evropsko gibanje nasploh temelji na nekem skepticizmu do nacionalizma in na ideji, da je nacionalizem vodil Evropo v 2. svetovni vojni in da zaradi tega moramo nekako ukrotiti nacionalizem in se povezati na evropski ravni, se pravi na neki supranacionalni ravni. Ampak, če kot za tiste, ki spremljamo Evropsko unijo od bližje, ali pa tudi tiste, ki samo malo gledamo, kaj se dogaja, vemo, da je Evropska unija od leta 2000 nekako doživela zmeri več kriz. In jaz tudi iz moje perspektive, oziroma iz te teorije, ki jo razvijam, tudi skušam pokazati, da so te krize povezane z spominom. In predvsem z spremembam znotraj generacij in znotraj v bistvu lokacije spomina. In torej bom samo na hitro še to predstavil, potem pa prideva v debato. In kot prvo oporekanje tej klasični pripovedi po letu 2000 vidimo, da pride na oblast nova generacija evropskih voditeljev v zahodnji Evropi. In to je v bistvu prva generacija, ki je rojena po letu 1945. Se pravi, prva generacija evropskih voditeljev na Zahodu, ki nima nobenih osebnih izkušenj ali osebnih spominov druge svetovne vojne. In tukaj vidimo, da je zelo velika razlika o tem, kako oni razmišljajo o Evropi
in kje nekako oni v svojih lastnih izkušnjah najdejo te ključne dogodke. Za njih so bili ključni dogodki oziroma ključna izkušnja ta zelo velika gospodarska rast, Wirtschaftswunder ali pa le Trente Glorieuses, kot rečejo Francozi, ta gospodarska rast in ta rast, čeprav je imela v njej zelo pomembno vlogo evropska integracija, ni bila tako vidna. Tukaj se je najbolj videl razvoj socialne države in ta razvoj se je videl predvsem kot nek razvoj narodne države, ki je zmeraj bolj skrbela za svoje prebivalstva. In se pravi, zaradi tega je za te skeptične voditelje niso imeli več tako normativno ali moralno povezavo z evropsko integracijo, ampak so videli evropsko integracijo kot nekaj, ki je ekonomsko dobro, ampak ki ni ključno za njih ali za njihove države. In to je zelo lepo povedal nemški kancler Gerhard Schröder, ko je prevzel oblast, in je povedal, da za celo njegovo generacijo je biti dober Evropejec stvar izbire in neobveznosti. Medtem ko za njegovega predhodnika, Helmuta Kohla, ki je tudi tle naslikan, je bila pa ta ideja biti Evropejec obveznost. In to vidimo, da nekako ni čutil več take povezave z evropsko integracijo in zato ni bila tudi tako ključna zanj in za njegovo politiko. Zanimivo samo povedati, da če pogledamo tudi javnomnenjske raziskave, tudi vidimo v Angliji, v Franciji, na Nizozemskem, tudi v Nemčiji je podpora Brexitu in evroskepticizmu in drugim nacionalističnim gibanjem skoncentrira prav znotraj te generacije baby boomerjev, se pravi te prve generacije, ki je rojena po letu 1945. Samo kot ena zanimiva opaska. Drugo oporekanje klasične pripovedi pa pride po letu 2004, ko pristopijo k Evropski uniji prve postkomunistične države. In za te postkomunistične države je seveda letnica 1945 ključna, ampak nekako je še bolj ključna ta letnica 1989. Letnica 1945 je za veliko prebivalcev postkomunističnih držav ni nekako znak, da se je država osvobodila, ampak je znak prehoda iz enega totalitarizma v drugega, se pravi iz nekega nacizma ali fašizma v komunizem. In zaradi tega nosijo te države dosti drugačne spomine in tudi iz teh spominov različne nauke za prihodnost, za sedanjost in za prihodnost. Da samo pomislim na dve ključne stvari, je prva znotraj velikih postkomunističnih držav, predvsem tistih, ki so bili znotraj Varšavskega pakta, se pravi ne toliko za post-jugoslovanske, ampak bolj za Poljsko, Madžarsko, Čehoslovaško, je nekako znotraj teh držav bil upor proti komunizmu predvsem nacionalni in predvsem velikokrat znotraj svojega jezika, znotraj literature. In zaradi tega nekako vidimo po osvoboditvi od komunizma, spravi po letu 1989, da te države nimajo tako negativnega pogleda na nacionalizem, kot ga imajo prebivalci in države na Zahodu. Se pravi, postkomunistične države imajo dosti bolj pozitiven pogled na ljudsko suverenost in na nacionalno suverenost in predvsem to poudarja kot del demokracije, ne toliko zaščito pravic. Se pravi, je nekako, če govorimo iz perspektive politične teorije, poudarjajo bolj republikansko idejo demokracije, se pravi, da skupaj odloča ljudstvo, kot pa to liberalno idejo, da je ključno pri demokraciji, da se zaščiti temeljne pravice. In iz tega vidika tudi seveda izhaja bolj pozitiven pogled na nacionalizem in na nekako nacionalno telo. In jaz iz tega tudi nekako vidim, da so te različne ideje o demokraciji tudi ključne za razumevanje te razlike, ki jo zdaj vidimo predvsem med višegrajskimi državami in Zahodom, med tem pojmovanjem med liberalno demokracijo in tako imenovano neliberalno demokracijo. O tem lahko morda še kaj poveva kasneje. Ampak ključno se mi zdi, da je tukaj, vidimo, da se je zdaj razvila neka debata o tem, kaj naj bi Evropa pravzaprav bila. Ali je pravilno, da
Evropa se razvije v smer neke federativne, supranacionalne skupnostne Evrope, se pravi Community Europe, ali je bolj pravilno, da se razvija bolj kot neka skupnost narodnih držav. In to seveda nekako spominja tudi na ideje Charlesa de Gaulle'a v 50. in 60. Zdaj, še nekaj pač upanja za prihodnosti in s tem bom počasi končal. Jaz se mi zdi ključno, da vidimo, da je v bistvu problem izguba spomina, se pravi izguba zaradi tega, ker izgubljamo generacije, ki je dejansko doživela svetovno vojno na Zahodu in tudi teh različnih izkušenj, ki jih imajo tisti, ki so preživeli komunizem v postkomunistskih državah. Nekako ta dva oporekanja, klasični pripovedi o integraciji, so nekako spodkopala normativne temelje EU. Zdaj, zaradi tega se mi zdi, da lahko tudi razumemo te krize Evropske unije, teh več kriz, ki jih je doživela Evropska unija v zadnjih letih in tudi predvsem probleme, ki so jih imeli voditelji pri reševanju teh kriz. Ker smo videli, da nekako niso bili bolj zadržani do integracije kot neka rešitev za probleme. Zdaj, morda lahko najdemo nekaj upanja v tem, kljub vsem problemov, da je na obzorju nas čaka nekako ena nova, bolj evropska generacija, rojena v 70. in 80. letih, med katero spadam tudi jaz in morda tudi nekaj še doktorskih študentov. In to je nekako tista generacija, ki je evropska ne toliko zaradi svojih spominov na preteklost kot prejšnje generacije, ampak predvsem zaradi svojih izkušenj. Zaradi izkušnje, ko so dozorevali na odprtem kontinentu z širšimi evropskimi obzorji. In se mi zdi, da je to za generacijo zelo lepo opisal Umberto Eco, ki ga vidite tle na sliki, in pred svojo smrtjo je rekel, da je poimenoval to generacijo in je rekel, da je to, citat, prva generacija mladih Evropejcev, temu pravi vzpona revolucija, mlad Katalonec spozna flamsko dekle, zaljubita se poročita in postaneta Evropejca, tako kot nujni otroci. Seveda vemo, da je zmeri več tega, pred parimi leti so tudi voditelji Erasmusovega programa povedali, da je več kot 1 milijon Erasmusovih otrok v Evropi in to je seveda nekako zelo pomemben korak za evropsko integracijo. Tukaj se mi zdi, da nekako čaka ta nova generacija. Seveda tukaj je tudi problem, ker ta generacija in tudi generacija, ki je malo mlajša, je najbolj trpela zaradi finančne krize in tudi zdaj najbolj trpi iz ekonomskega in tudi socialnega vidika med COVID krizo. In nevarnost je to, da čeprav je to zelo proevropska generacija, se lahko zgodi, da se ta generacija obrne proti Evropi, če vidi, da Evropa ne pomaga dovolj, oziroma če vidijo probleme, ki jih doživljajo kot probleme Evropske unije. Torej to pač še malo, da ni preveč optimizma na koncu tega govora in s tem bom jaz počasi zaključil ta prelet čez mojo knjigo in se veselim debate. Hvala, Peter, za to res jedrnato predstavitev sicer tvojega izjemno bogatega dela. Zdaj, nekako bi začela morda tudi za naše poslušalce, da ne bo preveč najprej akademsko vzvišena, ker knjiga je v prvem delu je zelo konceptualno, teoretično bogata. Koncept kolektivnega spomina, koncept pripovedi, narative in potem povezave z stvarnostjo, z realnostjo, ki jo ti kot na nek način skozi zgodovinski lok, ker tudi tvoja knjiga je na nek način del tega, kot si sam že dejal, zgodovinskega obrata v evropskih študijah. Ker evropske študije, študije Evropske unije so se vsaj na tem pravnem, ustavno-pravnem področju so se predvsem ukvarjale s tem, kar je tukaj in zdaj in s tem, kar naj še pride, medtem ko potem po nekako 2000 letih se je začeli pa za nazaj gledati, kako smo sploh prišli, kamor smo prišli in tvoja knjiga lepo to dopolnjuje. Ampak za najine poslušalce bi te prosil, da razložiš, kaj je pravzaprav, ker to mislim, da je pomembno, kaj je pravzaprav ta pripoved, ta narativa in kakšno ima to zvezo z družbeno stvarnostjo, v kateri živimo? Ja, se pravi, jaz nekako skušam v prvem delu knjige pokazati predvsem na podlagi spisov
pomembnih evropskih voditeljev, da nekako so oni res videli ta prelom oziroma to izkušnjo 2 svetovnih vojn in tudi totalitarizma kot nekakšen prelom, zaradi katerega je treba razmišljati drugače o politiki in zaradi katerega je treba nekako ustvariti nove inštitucije in v bistvu nove ideje oziroma tudi nove metode reševanja problemov, da ne vodijo vsi problemi v vojne oziroma v oborožene spopade. In se mi zdi, da tukaj je zelo pomembno ne samo, da te ideje postanejo mogoče, ampak tudi, da tukaj iz te izkušnje in iz teh spominov so po drugi svetovni vojni prvi voditelji Evropske unije nekako črpali motivacijo, da so v bistvu sprejemali te težke odločitve, ki so velikokrat, s katerih so nasprotovale tudi domače politične sile in da so nekako lahko sploh prišli in razvijali Evropo v smer, ki smo jo videli do zdaj. Se pravi, ta pripoved je bila predvsem pripoved o nekakšnem miru, o tej ideji, da potrebujemo Evropsko unijo ne samo zaradi ekonomskih dobril, ampak tudi, da je to nek moralni projekt in da je to nek projekt, ki je bolj globoko zasidran. In se mi zdi, da iz tega vidika morda bi izpostavil 2 stvari. Kot prvo, so ti prvi voditelji tudi nekako, potem ko je razpadla ta pripoved o nacionalizmu, so nekako lahko šli nazaj globje v zgodovino in iskali nekakšne predhodne izkušnje, ki so vodile do Evropske unije, se pravi Habsburški imperij, ali je bil to Rimski imperij, ali tudi Sveti Rimski imperij Karla Velikega. In so nekako v tej prednacionalni evropski zgodovini, ko je bila Evropa nekako bolje prepletena, tudi zaradi krščanstva in drugih idej, in so v tem nekako videli, da lahko vidijo neko predhodno fazo integracije, ki ni bila nacionalna. In so nekako pol rekli, da ni nacionalizem tisti konec zgodovine, ampak da je bilo celo nacionalno gibanje morda zgodovinska napaka ali krajša aberacija. Tudi predvsem Robert Schuman govori o temu. Torej, to se mi zdi zelo pomembno, da so lahko pol te modele iz globje zgodovine tudi uporabljali in tudi pač seveda krščanstvo je igralo pomembno vlogo v tem in tudi zaradi tega so bili skeptični nekateri protestanti, predvsem v Angliji, do evropskega projekta. In tudi se mi zdi, da je predvsem tle tudi pomembna pol ta ideja nekega moralnega projekta in kaj sploh naj bi bila Evropska unija. Ker se mi zdi, da za trenutne voditelje in tudi morda za nekatere mlade, možno je tudi to, da vidijo Evropsko unijo predvsem kot ekonomski projekt ali samo kot ekonomski projekt. In jo povezujejo s tem, da Evropska unija je mišljena temu, da se blago, storitve, da vse kroži in da smo vsi zaradi tega bogatejši. Seveda, to je del evropskega projekta, ampak če je evropski projekt samo ekonomski, potem to pomeni, da ko imamo ekonomsko krizo, da Evropa dosti hitro izpade iz dnevnega reda. Oziroma potem Evropa verjetno ni odgovor na krizo. Oziroma potem razpade cela ta ideja funkcionalizma. In tukaj se mi zdi, da Evropa, če bo v prihodnosti videna, ali če bo služila samo kot ekonomski projekt in samo kot nek vir bogastva, znotraj Evrope potem ne bo uspela. Če hočemo, da Evropska unija da uspe, mora biti nek globji, bolj moralni projekt, mora imeti globje korenine kot samo ekonomske. Drži, soglašam. Zdaj, ena osrednjih, in na to si tudi sam opozoril pri svoji kratki predstavitvi, eno osrednjih konceptov tvojega izvajanja, tvoje knjige je seveda ta prelom, ta bruh. In tudi v zvezi s katerim je nekaj paradoksalnega, ker ta bruh je na nek način, saj pri ustanovnih očetih evropske integracije, ki jim posvečaš in njihovi agenciji, njihovemu delovanju posvečaš ogromno pozornost in pripisuješ res veliko pomena. Ta bruh je bil na nek način
ni bil tako zelo, kot bi, če bi rekli, progresivni, ne? Ampak kot že sam povedal, je bil nekako konzervativni. Šli so pravzaprav bolj nazaj v zgodovino pogledati, kaj je tisto, kar bi lahko, kateri je tisti narativ, tisti fundament, tisto lepilo, ki bi lahko zlepilo skupaj te evropske države. In skoraj da nekako brez izjeme pri teh treh, ki jih ti opisuješ, je bilo to skupno lepilo krščanstvo. Zdaj, mi dva točno veva, da danes, če malo aktualizirava, najprej v zadnjih sedmih desetletjih od nastanka evropske integracije so imeli najprej ta zasuk od moderne proti postmoderni, kjer en sam narativ že na tej filozofski ravni ni več vzdržen. To je prva stvar. Druga stvar je bila ta, da se je družba na tak ali drugačen način sekularizirala in je kot tako krščanstvo se tudi umaknilo iz te vrhovne družbene plasti kot lepilo. Ne? In tretjič, danes veva, prej si govoril v vzhodu, da se na nek način to isto krščanstvo v določenih državah zdaj uporablja kot instrument političnega boja za ohranjanje nekih političnih ali pa za doseganje nekih političnih domačih interesov. Pa me zdaj zanima, kje zdaj najti v tem, rečemo temu, postmodernem obdobju, v tej sekularni dobi in v dobi, ko je povrhu vsega se to krščanstvo še skuša instrumentalizirati v negativne politične namene, kje po tvojem mnenju bi pa lahko in iz česa bi mi lahko črpali to moralno vrednostno sol, iz katere bi potem pognale evropske korenine? To je težko vprašanje, ampak gotovo si razmišljal o tem. Ja, in tudi znotraj tega vprašanja si izpostavil veliko različnih problemov. Ja, se mi zdi, v prvi tej fazi so igrali nekako ključno vlogo krščani, katoliki predvsem, ampak se mi zdi, da so tudi pomembni viri za Evropsko unijo, se najdejo tudi znotraj levice, se pravi znotraj socializma, ki je v osnovi od Marxa dalje nekak mednarodni projekt, ki naj bi skrbel za delavce čez meja. In tudi zdaj vidimo v sedanjosti, da je velik problem levice, ali želi biti nacionalna levica ali želi biti mednarodna levica. To je nekak ključna debata, ki se zdaj razvija znotraj levice skoraj povsod. Se pravi, da se mi zdi, da tudi znotraj levice vidimo, da se lahko najdejo razlogi za integracijo in predvsem se mi zdi zgodovina integracije zanimivo nam prikazuje, da v bistvu integracija ni bila nikoli tako strankarski projekt, ampak je bil čezstrankarski projekt. In najdemo evroskeptike v vseh strankah in tudi evrooptimiste znotraj vseh strank. Torej tukaj tudi vidimo, da je to velik stvar tudi osebnega pogleda ali ja, nekako tako. Z tega vidika se mi zdi to pomembno. Zdaj, seveda, ja, se mi zdi, da v tistem prvem obdobju in tudi v obdobju nekako največjega evrooptimizma so ljudje hoteli iz Evropske unije narediti neko splošno, nek nov sistem vladanja, neko novo tvorbo politično, ki bi se potem razširila po celem svetu, tako kot se je ideja države ali narodne države razvila po celem svetu. To seveda je nekako zelo tak modernistični projekt, ki se mi zdi, da je zdaj razpadel. Vidimo sicer ASEAN v Aziji ali Afriško unijo, ampak nobena se ni razvila toliko kot Evropa in se mi zdi, da iz postmodernističnega pogleda ali tudi iz nekega zgolj realističnega pogleda ni pričakovati, da se bodo izoblikovali taki kontinentalni režimi, se pravi, da se bodo kontinenti združevali, celine združevale v podobe Evropske unije povsod. To smo izgubili. Zdaj, Evropska unija iz tega vidika se mi zdi ni več del neke metanarative, o katere je napadal François Lyotard ali drugi postmodernisti. Zdaj, to se mi zdi, zmeraj bolj moramo prepoznati Evropsko unijo kot nek zelo specifičen projekt v Evropi, ki se je zaradi
zelo posebnih zgodovinskih izkušenj znotraj Evrope razvil v to, kar vidimo danes. Torej, to toliko postmodernizmu in o metanarativah. Zdaj, iz kje lahko mi danes črpamo razloge za večjo integracijo? Se mi zdi, da lahko tukaj vidimo več virov. Eden je ta vir izkušenj, ki jo vidimo znotraj mlajše generacije. In seveda tudi nekak demografski ali socialni okvir, ko vidimo, da so ljudje zmeri bolj navajeni, da prečkajo meje, da živijo, študirajo drugje, da se zaljubijo drugje. Tudi se mi zdi, da je tukaj zelo ključno, da se tudi naša obzorja širijo. V preteklosti, če je bil nek obetaven ekonomist v Sloveniji, si je morda lahko obetal, da bo predsednik Banke Slovenije. Danes se lahko mogoče celo obeta, da bo postal predsednik Evropske centralne banke. Tudi pravniki si lahko obetajo, da bodo morda kdaj sedeli ne samo na našem ustavnem sodišču, ampak morda še celo na Evropskem pravnem sodišču. Se pravi, naša obzorja so širša, tudi seveda znotraj širše ekonomije, in živimo zmeri bolj evropsko v vsakodnevnem življenju. Prav zato se mi zdi, da je veliko od nas smo doživeli kot šok to, ko so se začele zaradi koronavirusa zapirati evropske meje, ker smo bili navajeni, da gremo v Celovec, v Trst, ali tudi morda dlje v Nemčijo, da kupovati ali na obiske, prijatelje obiska, družino, kakorkoli. Spravi, to se mi zdi en zelo pomemben vir. Drug pomemben vir je, se mi zdi, pa tudi nekako to, da evropske države so v modernem svetu majhne. Ok, nekaj Nemčija je morda velika, Francija je velika, ampak se mi zdi Slovenija in druge majhne države znotraj Evrope mednarodno so nepredstavljive in ne bi preživele brez Evropske unije. Če pogledamo v zgodovino Slovenije, je bila zmer debata ne osamosvojitev, ampak zmer, ali se povežemo z južnimi Slovani, ali se povežemo z Nemci. In se mi zdi, ta ideja osvoboditve, samostojnosti je mogoča samo znotraj Evropske unije. In tudi se mi zdi za Nemce, za Francoze v svetu, kjer vidimo Združene države, Kitajsko, Indijo, Brazilijo, se pravi te zelo velike države, ki imajo velika prebivalstva, nekako tudi iz nekega kompetitivnega vidika je za Evropo in za idejo in za v bistvu možnost, da bo imela Evropa naprej kakšen vpliv na svet, in tudi na tehnologijo v svetu, se nekako moramo združiti, da bomo dovolj močni. In se mi zdi, da to je pa ta funkcionalizem. In to je morda bolj kratkoročno, ampak se mi zdi, da lahko, če povežemo to z našimi izkušnjami, lahko nam da neko to bolj globoko normativno bazo za evropsko integracijo. Torej, neke vrste Schicksalgemeinschaft, obsojeni smo drug na drugega, če želimo stati in obstati v tem svetu. Zdaj, kot omenil si Slovenijo in Slovence, jaz mislim, da je to dobra priložnost, da tu upeljamo vprašanje, ki ga je zastavil naš poslušalec. Kako je vse to ustvarjanje Evropejcev in evropske identitete onkraj funkcionalizma drugačno od tistega, česar smo bili deležni v Jugoslaviji? Kako je jugoslovanska izkušnja drugačna od evropske? Če sploh, ali gre morda za kvalitativno podobne projekte v drugačnih kontekstih, časovnih in političnih? Kaj meniš? Ja, tukaj je malo mogoče težko vprašanje zame, ker jaz sem pač iz generacije, jaz sem toliko mlad, da v bistvu se ne spominjam kaj dosti, nisem prav doživel. Ampak ta narativa, prosim, ta narativa bratstva in edinstva, ta ustvarjanje te zgodbe Imagined Yugoslav Communities, ta mal družbeni inženiring. Ker marsikdo v bistvu na nek način, sploh te starejši generaciji, ki so dali to Jugoslavijo čez, rečejo, pa sej, to, kar se zdaj dogaja v Evropski uniji, pa Bruslu, to je vse isto kot v Jugoslaviji, tako je šla Slovenija ven iz Jugoslavije, tako je šlo tudi Združeno kraljestvo. Meni osebno jaz na to ne pristajam. Me zanima, kaj ti misliš? Ja, mislim, kot pravim, jaz iz akademskega vidika tudi se mi zdi, da je to dosti drugačno. Kot prvo, se mi zdi, da evropeizacija ali Evropska unija
nima take, ne temelji na neki, kako bi rekel, na neki politični ideologiji, ki nekako igra to povezovalno vlogo med narodi, kot je v Jugoslaviji igrala ta ideja komunizma. Tudi Evropska unija se ne gradi okoli neke take osrednje figure, ki jo je predstavljal maršal Tito. Seveda pač vloga vojne, sploh v tej klasični pripovedi in temu boju proti okupatorju, iz tega vidika lahko vidimo pač neke zanimive paralele, ampak se mi zdi, da splošnem nivoju je to drugače. Tudi, in to je mogoče šibka točka Evropske unije, ne smo videli, da leta 54 in 55 je kot druga skupnost Evropske unije takrat ni uspelo zgraditi skupne evropske vojske in iz jugoslovanske izkušnje vemo, da je bila vojska in predvsem vojaško služenje zelo pomemben faktor v povezovanju med narodom. In to, da so Slovence poslali v Makedonijo ali v Srbijo in drugi so prišli sem tudi iz socialnega vidika, da so se pa spoznavali mladi pari. In mogoče je to šibka točka, ampak tudi tega ne vidimo znotraj Evropske unije, ni te prisile se seliti, ki smo jo videli znotraj Jugoslavije. Se pravi, ideologija je drugačna, tudi sistem je drugačen. In se mi zdi, da predvsem da je tudi demokratično obzorje Evropske unije drugačen. Seveda Evropska unija kot demokracija ima še veliko problemov, ampak vseeno, predvsem, ko smo videli zdaj v zadnjem času, da igrajo zmeri bolj pomembno vlogo narodni voditelji znotraj Evropske unije, zdaj kot državljani vemo pač velikokrat, kdo je kriv za odločitve, ki nastajajo v Bruslju. In se mi zdi, da tukaj predvsem bi rad videl, da bi se tle pač ta evropska demokracija bolj gradila in da bi se tle morda Evropska unija še bolj razlikovala od teh drugih projektov. Ampak tukaj se mi zdi, da so pač zelo pomembne razlike med tema dvema izkušnjama. Res je, v tem nekem pač imaginacijskem smislu, ne, v sami teoriji in kaj šele potem v politični praksi, se Evropska unija, tako kot tudi lepo pišeš v svoji knjigi, spopada s problemom, da je na nek način ves čas ujetnica starih konceptov, ne? Starih konceptov države, federalne države, tudi ko v Sloveniji razmišljamo o njej, tako razmišljamo o Jugoslovanski federaciji. Ti pa zelo lepo pišeš v svoji knjigi, da če je kaj fascinantnega v zvezi z Evropo v 20. stoletju, pa morda že prej, da se vendarle poslužuje političnih inovacij. In zdaj mene zanima, to morda ni bilo toliko priložnosti, da bi razdelal v sami knjigi, pa vendar, kaj naj bo zdaj ta Evropska unija danes ali pa v prihodnje, da bomo to sui generis formo, kot imamo navadno reči, da več ni država, ni federalna država, ni niti mednarodna organizacija, je nekaj vmes. Kaj ne bi bila zdaj ta vmes, ker to vmesnost je po mojem mnenju treba napolniti z neko vsebino, da bomo lahko v bistvu imeli neko lastno politično identiteto, za katero bomo potegnili potem tudi podporo prebivalcev, da si bodo lahko sploh predstavljali del česa so. Ker je težko ljudi motivirati za to, da so za sui generis tvorbo. Kaj misliš? Ja, se strinjam. Se mi zdi, da ja, tudi po eni strani je ta nedodelanost Evropske unije neka prednost, ker potem lahko vsak vidi to, kar hoče videti. To je lahko dobrota in tudi slabost. Ampak ja, se mi zdi, da Evropska unija tudi, če bo hotela uspeti pač v tem globaliziranem svetu, se bo mogla razvijati naprej. Ne bo mogla ostati tam, kjer je trenutno. Zdaj, ta vmesna forma, se mi zdi, da ja, problem je v naših konceptih, ampak tudi se mi zdi, da ta vmesna forma nekako daje Evropski uniji neki fleksibilnosti, ki jo mogoče druge države nimajo. Če pogledamo že v knjigi, malo govorimo o primerjavi z ZDA in se mi zdi, da če pogledamo, Evropska unija je tudi iz institucionalnega vidika, čeprav zmeraj mi, ko učimo o Evropski uniji, poudarjamo, kako težko je spremeniti dogovore, te temeljne dogovore EU, vidimo, da je Evropska unija dosti bolj fleksibilna na institucionalni ravni, kot
kot so Združene države. Se izoblikujejo nove inštitucije na formalni ravni in tudi na neformalni ravni, kot smo videli recimo s trojko, za bolje ali slabše. In iz tega vidika se mi zdi, je ta sui generis forma in ta nedodelanost, da je to do določene mere hočemo obdržati, ker pomeni, da se lahko Evropska unija odziva na probleme in na potrebe, ki jih morda zdaj še ne vemo, kakšne bodo, ampak ki jih bomo videli v prihodnosti. Torej, iz tega vidika se mi zdi, da je ta fleksibilnost pozitivna. Zdaj, kako to napolniti oziroma kako motivirati ljudi? Tlej se mi zdi, da je ključno predvsem to, da morajo ljudje znotraj narodnih držav Evropsko unijo videti v svojem življenju in videti neko korist. Velika Britanija, Brexit seveda, karkoli si mislimo lahko o tem projektu, je bil nekako tle problem, da Britanci, povprečni Britanec v svojem življenju očitno ni videl Evropsko unijo kot dovolj veliko korist. Čeprav je Evropska unija morda v ozadju veliko delala, ni bila dovolj v ospredju, da bi povprečen Britanec rekel, ja, jaz hočem biti znotraj Evropske unije zaradi tega, ker vidim to pa to v svojem življenju. Tlej se mi zdi, da Schengen, evro so nekako zelo vidni in več bi bilo treba izkoristiti takih projektov. Se mi zdi, da to, da piše na novogradnji ali na gradnji avtoceste, da tabli v kotu, da je Evropska unija prispevala k temu projektu, to ni dovolj. Zdaj, kje lahko to morda malo bolj vidimo? Se mi zdi, da če bi se razvil nek sistem za zavarovanje nezaposlenih na skupni evropski ravni. O tem smo slišali veliko govora med finančno krizo in tudi zdaj med korona krizo. To se mi zdi, da bi bil en velik korak naprej. In to bi bil korak, ki bi državljani ga videli v svojem življenju. Se pravi, se mi zdi neka dogradnja neke socialne države ali socialne naddržave na evropski ravni, to bi bilo zelo pomembno. Tudi morda, če pomislimo o varnosti, predvsem mislimo o tehnološki varnosti. Tukaj se mi zdi, da bi se lahko Evropa razvila naprej in nudila nekaj svojim državljanom. Se pravi, predvsem take stvari, ki jih mi doživljamo v dnevnem življenju. To so te stvari, ki bodo pomembne za Evropo v prihodnosti. Ali tudi, sicer trenutno je to bolj problematična tema, ampak tudi smo videli zdaj zaradi korona krize velike korake k neki skupni zdravstveni politiki znotraj Evropske unije. Če se bo tle še to naprej razvijalo, sploh če bodo pandemije postajale večji del našega življenja, ker zdaj živimo v tem globaliziranem svetu, bo tudi to pomembno. Se pravi, če bo Evropa pokazala, da lahko sodeluje in nekako pripelje cepiva in druge stvari znotraj Evropske unije in nam pomaga na tak način, ki ga vidimo. To je predvsem pomembno. Taki koraki k neki socialni Evropi. Tukaj bi jaz videl nekako tako korist, ki bi nekako bolj ljudje dejansko se povezali s tem, tako kot se povezujejo z narodno državo, ker imajo določene koristi od nje in ki jo vidijo v svojem vsakodnevnem življenju. Ja, pa smo spet pri tem funkcionalizmu in utilitarizmu in evropskemu kolesarju, Evropi kot kolesarju, ki mora ves čas poganjati. Problem je, ko mu zmanjka energije in pade po tleh, ker nacionalne države imajo vendarle narative, ki so na nek način tudi iracionalni in so bili tudi uporabljeni tudi za zelo negativna dejanja, za masakre in tako naprej. Problem je, da nekako, vsaj zaenkrat v Evropski uniji tega ni in ko zmanjka te utility, te koristi, je zelo težko jo spraviti, zgrabiti spet na nek kup, iz katerega začnemo. Malce bom se navezal na vprašanja, ki prihajajo v to najino razpravo. Luke van Middelaar je tudi endorsal tvojo knjigo, tudi on je napisal eno fino knjigo The Passage to Europe, je zelo taka dense, debela, mnogo težje berljiva kot tvoja, moram reči. Ampak, če kaj izhaja iz njegove knjige, je to, da na nek način je bilo eno temeljnih gibal integracije, so bili te zunanje krize, v bistvu geostrateške spremembe, ki so se zgodile, in eden od naših poslušalcev ga zanima, kaj zdaj misliš malce si se že dotaknil, temu o varnostnem in humanitarnem, človeškem in potem družbenem aspektu
množičnih migracij, ki so pač neizogibne, se dogajajo v konstelaciji, kakršni smo, kako bi to utegnilo vplivati na Evropsko unijo kot tako, na že tako ali tako osporavano ali pa krhko evropsko identiteto, ker veva, da en del političnega prostora v Združenem kraljestvu je profitiral za Brexit prav na račun teh migracij. Kako ti gledaš na to? Ja, kot prvo, hvala za ta zelo lep komentar. Meni je zelo všeč knjiga od Luka van Middelarja in ja, to, da je moja knjiga bolj berljiva, to je pač, to me zelo razveseli. Kar se pa samega vprašanja tiče, ja, se mi zdi, da predvsem ta humanitarni vidik, ki se je sproblematiziral zaradi zmeraj večjih prehodov migrantov, jaz se mi zdi za Evropo zelo problematičen. Ne samo zaradi pač krize, ki smo jo videli znotraj Frontexa zdaj v zadnjih mesecih, ampak tudi predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je znotraj te krize nekako se pokazalo, da Evropska unija da je zapustila neke svoje temeljne vrednote. In se mi zdi, da predvsem ne moremo zagovarjati odprte meje, ne moremo zagovarjati te 4 svoboščine in združevanje kot neka vrednota samo znotraj Evrope, medtem ko postavljamo zmeraj večje zidove na mejah Evrope. To se mi zdi tako že iz nekega vidika morale ali naših vrednot ne bo šlo. Tudi se mi zdi zelo problematično to iz vidika tudi neke te mednarodnega sodelovanja, ki ga naj bi zastopala Evropska unija. Te ideje, da tvoje državljanstvo ni več toliko pomembno, da tudi ti kot državljan druge države znotraj drugih evropskih držav imaš nekatere pravice. Tudi ta ideja Evropske unije, ki gre nazaj do konca druge svetovne vojne, da se znotraj Evrope neke temeljne človeške vrednote obrani. In smo videli s temi migracijami, da se te vrednote niso obranile. In se mi zdi, da tukaj bo to postal zmeraj večji problem. Tudi z ekonomskega vidika, če bomo hoteli graditi, oziroma če bomo hoteli obdržati socialne države na narodni ravni ali graditi neko socialno Evropo, enostavno Evropa se bo krčila demografsko in rabi delavce. In slej ko prej, ali bomo morali res vsi imeti dosti več otrok, ali bomo pa morali več migrantov sprejeti. Verjetno bomo morali imeti oboje. In na ta način, problem je tudi seveda, da je družbo treba na to, družbe mora biti na to na nek način pripravljene, kakor tudi države, tudi pripravljene na integracijo teh ljudi. Ker eno je seveda aspekt migracij kot takšnih, migracije so seveda neizbežne, drugo je aspekt je varovanje meja in potem tretji aspekt je seveda integracija teh ljudi v tem smislu, da ohranijo neko svojo identiteto, način svojega samouresničevanja in da obenem postanejo dejavni akterji evropske družbe, kateri del so. Našega študenta je predvsem skrbel ta problem getoizacije, ki je isto prisoten. Tu je verjetno problem Evrope nekoliko večji, ker je zgrajena na drugačni podlagi kot Združene države Amerike, ker je celotna družba je družba prišlekov, medtem ko ta ideja avtohtonosti je pa tudi nekako zasidrana v ta evropski prostor. Jaz ti bom ogromno vprašanj imava, pa ti bom zdaj bom samo nakazal, pa boš sam se malce dotaknil. Korona. Na eni strani velika kriza, na drugi strani študente zanima, poslušalce zanima, kje ti vidiš z vidika korone tudi priložnosti, ki bi jih lahko Unija uporabila zase, nekaj si že nakazal, za nek kvalitativni razvoj naprej. In tudi to vprašanje smo dobili, ali so Združene države Evrope neka realna opcija po tvojem mnenju?
Kot prvo, bi rekel, Evropa je zelo drugačna od Združenih držav, ampak videli smo, da so tudi Združene države v zadnjem času zelo nastrojene proti migrantom. Tukaj se mi zdi, da je malo preveč tega političnega oportunizma in tudi se mi zdi, da bi iz tega vidika malo več zgodovine pomagali, kajti pač v moji družini smo imeli begunce po drugi svetovni vojni, se mi zdi, da to prisotno skoraj v vsaki družini v Evropi, v Sloveniji, in morda bi se bilo treba tega malo bolj dotakniti. Problem Amerike predvsem je zgodovina suženjstva, v Evropi je pa seveda tudi problem zgodovina kolonializma. In tukaj se mi zdi, da nas čaka še veliko dela tudi iz tega vidika, da vidimo, da so problemi Sirije in problemi Turčije in drugih držav v Afriki, tudi velikokrat problemi, za katere imamo vsaj neko odgovornost tudi mi Evropejci. Torej, toliko o temu, to je pač zelo dolg pogovor bi lahko bil in tudi o spominu kolonializma znotraj Evrope. Seveda, to je velik problem. Kar se tiče korone, se mi zdi, da je tukaj zelo velika priložnost. Smo že videli preko tega korona paketa na evropski ravni, da je se Evropa po 12 letih, ko so voditelji Nemčije in Nizozemske govorili, da nikoli ne bodo dovolili skupnega zadolževanja Evrope, so končno tudi to dovolili in to se mi zdi, da seveda je velik korak naprej za Evropsko unijo, da bi to je lahko začetek neke fiskalne politike na evropski ravni, da bi imeli ne samo monetarno politiko, ampak tudi neko fiskalno ali ekonomsko politiko. To bi bilo zelo pomembno, lahko tukaj vidim pač neko priložnost, tudi seveda v tem, da bi razvili neke evropske kompetence znotraj zdravja, zdravstvenega zavarovanja. To je lahko tudi začetek neke socialne Evrope ali bolj socialne Evrope. In zdaj ideja Združenih držav Evrope, se mi zdi, da je to zelo lep slogan, ampak Združene države Evrope zaradi drugačne zgodovine, zaradi drugačnih konceptov, bodo na koncu zelo drugačne od Združenih držav Amerike. Združene države Amerike res v bistvu še operirajo s temi koncepti, političnimi koncepti, ki izhajajo iz 18. stoletja. To so zelo stari koncepti, ki nekako se mi zdi, da niso dovolj fleksibilni za moderni svet. In to tudi vidimo, če pogledamo ameriško politiko in koliko malo se zgodi v Ameriki, koliko se je samo preko izrednih ali preko tako imenovanih teh executive orders dogaja v Ameriki, se vidi, da Amerika ima velike probleme. In zaradi tega smo videli v zadnjem času, da so te bolj fleksibilne države, predvsem mislim na kakšne avtoritarne države, kot so recimo Kitajska, ki so bolj fleksibilne, se lahko hitreje odzivajo. In se mi zdi, da mogoče tukaj bi neka iz Združene države Evrope lahko pokazali neko bolj fleksibilno in demokratično držo. Ampak seveda to je zelo težko zdaj povedati, kako bo to izgledalo. To bo veliko odvisno od tega, s kakšnimi krizami se bo Evropa spopadala v prihodnosti in če bodo prihodne generacije najdle voditelje oziroma podpirale to politiko, da se evropske probleme rešuje na evropski ravni oziroma da se svetovne probleme in svetovne grožnje, ki jih vidimo, da prihajajo, da nekako vse naprej združujejo in iščejo rešitve na evropski ravni in ne samo da se ne vtekajo samo k narodni državi, ki nekako se mi zdi, da sploh, če gledamo iz perspektive neke male Slovenije, ne bo mogla se soočati z okoljevarstvom, ne bo mogla spremeniti, koliko stopinj se bo segrevalo okolje in tako naprej. Dejva zdaj predebatirati še eno zadevo. Ena ključnih aktualnih problemov Evropske unije, tudi v njih pišeš v svoji knjigi, je nekako osna delitev te integracije. Ekonomska kriza je v veliki meri razgalila to delitev na sever in jug, ali pa, kot je bilo še bolj moderno reči, center in periferijo. Po drugi strani, to pa tudi lepo, o tem tudi lepo prepoveduješ v svoji knjigi z vidika tega deljenega ali pa nedeljenega kolektivnega spomina, pa gotovo je precej akutna ločnica danes tudi med zahodno in vzhodno Evropo.
Zdaj, predstavljam si, da verjetno pri čemer je to dvoje povezano, ne? To ni zdaj, da bi te kvadrante lahko hermetično zaprl. Predstavljam si, da za sever in jug bi bila prav gotovo rešitev ta socialna Evropa, o kateri govoriš. Zanima me pa, kaj je tvoje mnenje, kaj je zdaj s to vzhodno Evropo? V kolikšni meri je zdaj ta vzhodna Evropa res drugačna v smislu kolektivnega spomina, da je res vrednostno privilegira idejo naroda, nacije, skupnosti napram posamezniku? V kolikšni meri je to res nekaj, kar je menda recimo zasidrano v ta del Evrope? O tem se je govorilo že pred širitvijo, ko so poudarjali, da suverenost v tem vzhodnem bloku bo zelo pomembna, ker so komaj, da te države to suverenost dobile nazaj od Moskve in od Beograda. Torej, v kolikšni meri to res obstaja in po drugi strani, sploh v luči žametnih revolucij, ki smo jih imeli, ne? Václava Havla in podobnih, ki so se vodile ravno v smislu emancipacije človeka kot posameznika. In v kolikšni meri je morda vse to, kar se nam zdaj v vzhodni Evropi dogaja, zgoraj taka politična instrumentalizacija zametkov, ostankov nekega kolektivnega spomina za povsem kratkoročne politične cilje, za ekonomsko obogatitev določenih elit, ki spretno manipulirajo z določenimi vrednotami. Torej, vprašanje, ki se tu zastavlja, ali je vzhodna Evropa v vrednostnem smislu in z vidika kolektivnega spomina in zgodovine res kvalitativno drugačna od zahodne Evrope, ali gre tu za nek politični projekt, s katerim se za kratkoročne politične in zlasti pa jasno ekonomske interese napihujejo te razlike. Ne nazadnje, če so popolnoma aktualna, danes se je zgodil na evropski ravni en izjemno pomemben premik, to je izstop Fidesa iz Evropske ljudske stranke, ki utegne prinesti nek koristen potres v evropskem demokratičnem političnem procesu. Kako ti gledaš na to? Ker to je eno, po mojem mnenju, v zadnjem času osrednjih vprašanj, tudi z vidika Slovenije, ne nazadnje. Ja, se strinjam, da je to ključno vprašanje in tudi se strinjam, da je nekako izstop Fidesza iz Evropske ljudske stranke tik preden bi bili izvrženi iz njega zelo pomemben dogodek. Problem je, da se je to zgodilo 10 let prepozno. Tukaj smo videli nekako, da je Evropska ljudska stranka predolgo tolerirala nekega zelo nedemokratičnega voditelja in zelo nedemokratično stranko znotraj svojega gibanja. Zdaj, v kolikšni meri gre tle res za neko kvalitativno razliko in v kolikšni meri gre zgolj za nek oportunizem. Se mi zdi, da je seveda tukaj zelo veliko oportunizma, to tudi vidimo pri Orbanu, ki je bil levičar, ki je sprejel štipendijo od Sorosa in se imel za liberalca, prvič izgubil na volitvah in potem se odločil, da bo na desnici lažje prišel do oblasti in pol začel pač v to smer se razvijati. Seveda tukaj je oportunizem, problem pa je seveda, da na družbeni ravni tak oportunizem nekako vidimo, da bolj deluje kot v zahodni Evropi. Če pogledamo podobna gibanja po zahodni Evropi, vidimo, da se ponavadi gibajo predvsem tam med 15 in 20% podpore znotraj prebivalstva. Fidesz tam uspeva dobivati nekam 40%, kar potem jim je zaradi tega tudi uspel spremeniti ustavo in se nekako zasidrati. In tukaj se mi zdi, da ta razlika je zelo pomembna. Zdaj, moramo se spomniti, Zahodna Evropa je kvalitativno drugačna v smislu, da to so izredno mlade demokracije, ki imajo zelo mlade politične kulture, zelo nedodelane in ni bilo realistično pričakovati, da bo Evropska unija v 15-letnem procesu, ko so se te države začele pogajati za vstop v Evropsko unijo, uspela zasidrati demokratične vrednote in tako naprej v tako kratkem času. Se mi zdi, da iz tega vidika so nekako te problemi morda nekaj
povsem normalnega oziroma bi jih lahko pričakovali. Demokracija se ne zasidra tako hitro. Zdaj, torej se mi zdi, da je tukaj neka kvalitativna razlika, ki morda čez čas se bo zmanjšala. Ampak vprašanje je, kaj lahko Evropska unija naredi v tem času. Ali lahko Evropska unija bolj brani demokracijo? Se mi zdi, da zdaj vidimo tudi na institucionalni ravni in tudi na strankarski ravni v Evropski uniji, da se nekako zaveda, da mora narediti več, da obrani demokracijo znotraj svojih držav članic. To je seveda dober korak in korak, ki ga jaz pozdravljam, ampak je seveda tukaj tudi tle nevarnost, da bi prišlo do nekega backlasha, da bi potem te voditelji, te oportunistični voditelji to uporabljali, da bi začeli, ne vem, v bistvu neke usporednice delati med Bruslom in med Moskvo, med komunizmom ali kaj podobnega, ali v našem okolju morda med Bruslom in med Beogradom. In tukaj se mi zdi, da mora biti Evropska unija previdna, ampak mora pa tudi svojim državljanom, predvsem svojim mlajšim državljanom, ki ponavadi ne delijo take te bolj avtoritativne ideje in mora dati neko priložnost, da preko Evropske unije se lahko izražajo, da nekako brani demokracijo. Zdaj, točno kako to narediti, se mi zdi, da bo moral biti pristop drugačen glede na vsako državo, ampak tukaj se mi zdi, da čaka Evropska unija zelo, zelo težko delo. Predvsem zaradi tega, ker so na Madžarskem in tudi na Poljskem morda čakali malo predolgo, ker zdaj, ko so že spremenjeni volilni sistemi, ustave in inštitucije, bo zelo težko spet vzpostaviti demokracijo. Bo treba cel nov proces demokratizacije in verjetno nove ustave in to je seveda zelo, zelo komplicirano. Je pa tudi res, da, popolnoma soglašam, je pa tudi res, da je sama Evropska unija tudi postala politična žival, ne? V tem smislu, da se je pravilno politizirala, ker pač demokratična skupnost, ki ni zgolj tehnokratska, mora biti tudi politična. In seveda je tudi politični proces v Evropski uniji ne poteka samo na nacionalni ravni, poteka na nadnacionalni ravni, tako da tukaj bomo imeli tudi opravka z zanimivo dinamiko pač izvažanja problemov v Bruselj, iz Bruslja nazaj v državo članico, politične alianse. Tukaj je še precej izzivov pred nami in tukaj nekako se prihaja do kvalitativnega premika, ker ko so države kandidatke za članstvo v Evropsko unijo, je bil Bruselj v bistvu merilo tistega, kar je prav, a ne? In smo v bistvu, je bil postavljen nek benchmark, predstavljena so bila neka pravila, ki se jih je bilo treba držati in ki jih nismo, in ki so bila pravzaprav, ne nazadnje so bila enaka kot tiste, ki smo jo zapisali v ustavo, ne? Potem, ko si enkrat noter, nastane problem, če se tega več ne držiš, ker je zelo težko to, kot si ugotovil, izvršiti. In hkrati, ko postane Evropska unija sama politična skupnost, tudi različne politične alianse potem vplivajo na percepcijo te realnosti in je zelo težko popravljati stvari, ko gredo enkrat narobe. Dve vprašanje imamo še v chatu. Eno je zastavil kolega Žalec, kako vidite potencial teorije rezonance Hartmuta Rose v pogledu projekta EU? Poznaš to teorijo? Jaz jo ne. Morda, če se boš na to sprašuje, zato, ker je ta teorija trenutno zelo vroča, trenutno in ker je Rosa dedič kritične teorije, tako kot ti. In nazadnje, s tem vprašanjem bomo pa potem sklenili. Morda najprej še tole glede teorije in potem nekako naredimo še zadnjo vprašanje. Ja, ta ideja, ki jo ima Hartmut o rezonanci in tudi pač njegova prejšnja knjiga o akceleraciji, so seveda zelo zanimive. Jaz moram reči, da se malo distanciram od tega, ker nekako jaz v teh teorijah vidim nekako, da bi rad Hartmut, da se kritična teorija spet premika bolj proti Heideggerju in Schmittu in to so nekako viri, ki so zame oziroma z mojega vidika nekako nevarni oziroma antidemokratični.
Ampak ne, se mi zdi, da pa Hartmut zelo lepo opisuje in nam daje neko zanimivo diagnozo ali neko zanimivo perspektivo, preko katere lahko razmišljamo o tem, kar se dogaja. In bolj kot rezonanca, mene je bolj impresionirala njegova knjiga o akceleraciji in o tem, da je pač kljub temu, da velikrat se te spremembe, ki jih vidimo v družbi, so nevarne za nas, da kljub temu, da mi ne moramo se v bistvu ubraniti s starimi koncepti oziroma starimi idejami. Da recimo, ko pride nek Uber in v bistvu se to celo gibanje k temu delu kot nezaposlen, da se mi ne moramo samo utekati k staremu modelu zaposlenega, ampak da moramo najti neke bolj fleksibilne rešitve. In se mi zdi, da iz tega vidika vidimo za Evropsko unijo nekaj zelo pomembnega, da ne sme se razvijati preveč v te stare koncepte, ampak da mora tudi v bistvu najti nove. In tukaj se mi zdi, da predvsem so ideje Hartmuta Rosse pač lahko uporabljive za sedanjost oziroma nam ponujajo neko dobro novo perspektivo. Hvala. O tem bi lahko še razpravljali. Zdaj pa za konec imamo v chatu še eno vprašanje glede politične zavesti v Evropi, torej evropskih političnih strank, evropskih poslancev. Tega smo se že malce dotaknili, pa naj poskušam takole vprašati. Veliko skrb, ki jo je povzročila Orbanov pohod na oblast na Madžarskem, na eni strani je ta skrb pač izvirala iz dejanskega pač institucionalnega ugrabljanja države, pač nekega avtoritarnega pristopa. To smo skozi zgodovino že videli v takih tranzicijskih državah, pravzaprav samo po sebi ni nič preveč posebnega, je seveda negativno, ampak tisto, kar je v bistvu verjetno nek novum pri tem političnem podjemu je ta, in tukaj zdaj pridemo do te politične zavesti, da je pravzaprav ta pohod na oblast želel pravzaprav spremeniti samo paradigmo, v katero je bila, na kateri je stala Evropska unija po drugi svetovni vojni. To idejo liberalne demokracije, ne v smislu demokracije liberalne stranke, ampak idejo liberalne demokracije v tem smislu, da je primarni subjekt našega urejanja družbe, alfa in omega oseba in njeno samo uresničenje. In tu se mi zdi, in krize in ta politični podjem je postavil pod vprašanje to temeljno narativo v kontekstu, v katere se je razvila Evropa, in k temu so močno potem pripomogle seveda tudi krize, ki so se nam zgodile. In zdaj me zanima, nekateri dejansko mnogo bolj kot kadarkoli prej zavračajo ta pristop in ga tudi razumejo kot zdaj na nek nenavaden način, kot na napad na tradicionalne vrednote, na naš način življenja. In ta vrednostni razkol utegne na dolgi rok najbolj oslabiti Evropsko unijo, sploh ob dejstvu, da določene avtoritarne države, po katerih se je tudi zgledoval Orban v svojih nastopih, znajo biti bolj fleksibilne, kot si sam povedal, ko gre za odzivanje na razne krize. Kako ti gledaš na to za konec najine debate? Ja, mislim, že o tem vprašanju bi lahko verjetno debatirala cele ure. Ja, mislim, to, kar si izpostavil, se mi zdi, da je zelo pomembno. Tudi pač Orban nima neke klasične diktature, ampak je zelo spretno nekako izigraval Evropo s tem, da je podal nek zelo ekstremistični predlog in pol od njega odstopil, v ozadju pa zmer porival naprej druge predloge, ki so bili sicer nevarni za demokracijo, ampak so bili manj ekstremistični. In je s tem nekako zmer preko te kompromisne drže porival naprej svoj projekt, da bi ostal na oblasti in da bi v bistvu postavil pravila demokracije na tak način, da bi zmeri on zmagal. To je nekako
v modernem svetu nekaj čist normalnega. Isto zdaj vidimo v republikanski stranki po zadnjih volitvah, da zdaj skušajo spremeniti volilne pravice oziroma pravila o volitvah, da bi samo belci oziroma njihovi volilci lahko volili. In da na taki formalni ravni, da se spreminja demokracija. In tukaj je seveda, se mi zdi, se vidi res ta oportunizem in tudi predvsem se mi zdi, da se tle vidi problem, ključni problem medijev in kje mi dobivamo svoje informacije, seveda je tudi digitalizacija tukaj zelo pomembna in cel kup problemov z družbenimi omrežji in z disinformacijo in tako naprej. Se pravi, tukaj se mi zdi, so res problemi in seveda je tle nek vrednostni razkol, ampak tudi je problem, da nekako zmeri težje izoblikujemo skupne diskurze in da zmeri težje je, da dejansko kot neko ljudstvo na narodni ravni ali pa na evropski, da imamo res nek skupni pogovor in da se ukvarjamo z istimi problemi na podlagi nekih istih diagnoz in istega pogleda. Če se sploh ne moramo strinjati glede diagnoze, glede samega problema, bo še težje najti pod rešitve. In tukaj se mi zdi, da je predvsem lahko vidimo tudi te večje probleme. Zdaj, kako točno se bi lahko to reševali, to je veliko vprašanje, ampak se mi zdi, da je tukaj vidimo nek potencial Evropske unije, kajti se mi zdi, da je Evropska unija do zdaj vsaj največ naredila, kar se tiče družbenih omrež in regulacije tehnologije. In predvsem se mi zdi, da tukaj tudi morda vidimo, kako bi se Evropska unija morda na najboljši način lahko lotila demokratizacije oziroma problemov demokracije v vzhodni Evropi, predvsem preko medijev, ker smo videli na Poljskem in predvsem na Madžarskem, da je napad na medije oziroma prevzem medijev s strani prijateljev oziroma tajkunov, ki so povezani z režimom, da je to nekako postala neka strategija in tukaj se mi zdi, da je nek potencial in da predvsem, da rabimo, da bi lahko pogledali v politično teorijo, predvsem recimo Helen Landemore iz Yale ali pa tudi Fishkin na Stanfordu, da zmeri več ljudi zdaj išče rešitve, kako bi lahko z skupnostmi državljanom, temi Citizens Assembly in na druge načine, da bi se državljani med sabo pogovarjali o političnih problemov in da bi še celo reševali politične probleme brez politikov. In da bi v bistvu da bi iskali zmeri bolj sisteme, kjer bi v bistvu politike izvzeli iz političnega procesa in da bi sam zbirali velikrat morda čisto ključno zbrane državljane in da bi jim dajali oblast, da bi določene probleme reševali, da bi morda na tak način to osebno ambicijo in te probleme, ki jih imajo ljudje, ki hočejo kariero narediti znotraj politike in ki so tako arogantni, da dejansko hočejo imeti oblast, morda da njih izvzamemo iz politike. Se pravi, veliko idej je zanimivih in se mi zdi, da pridemo nazaj še do ene teme, ki smo se jo večkrat dotikali, da bo lahko Evropska unija tudi tukaj malo bolj eksperimentira, kot pa kakšna država, ki ima dolgo tradicijo in zelo etablirane inštitucije, ki se težko spreminjajo. Hvala, Peter, še za ta zadnji odgovor. Dotaknili smo se številnih tem, šli smo daleč preko planiranega časa. Jaz mislim, saj zame osebno je bila ta razprava izjemno zanimiva, prav tako pa za naše poslušalce, ki so zastavili kar veliko vprašanj. Vsega se nisem mogla dotakniti, zato vas vabim, da preberete to knjigo, da v njej razmislite. Jaz mislim, da je tudi odličen študijski pripomoček, zlasti na podiplomskem, pa še posebej na doktorskem študiju. In za vse tiste, ki se ukvarjate kot študenti, raziskovalci z Evropsko unijo, je to ena taka super knjiga, ki naredi zgodovinski lok od ustanovnih očetov, lepo umeščeno v teoretični kontekst in pripelje do današnjih razprav.
in prihodnosti, ki smo se tudi dotaknili. Tako da, Peter, za danes se morava posloviti, jaz se ti še enkrat lepo zahvaljujem in že za naprej velja, da ko bo prva prilika, da se spet vidimo v živo, da ponovno, ki prideš, da nadaljujemo te razprave. Hvala lepa in še naprej uspešno delo. Najlepša hvala, Matej, hvala za to priložnost, tudi hvala vsem za vprašanja. Če želi še kdo kakšno vprašanje postaviti, moj mail najdete na internetu zelo enostavno in se tudi veselim še kakšnega maila. Tako, najlepša hvala vsem. Lep pozdrav, do naslednjič. Adijo. Lep pozdrav, naslednje.